Mi smo v prvi vrsti želeli obstoječe uporabnike spraviti iz črnega trga, ker tam pač dobijo nepreverjene in tudi velikokrat bolj škodljive produkte. Zato smo rekli, da gremo do stanja samooskrbe, ne bomo pa spodbujali prodaje konoplje v trgovinah, ne bomo spodbujali socialnih klubov, ker bi to dejansko povečalo dostopnost in tudi na nek način mogoče negativno promoviralo uporabo konoplje. V prvi vrsti nam je zaščita mladostnikov, zato smo tudi namenili določbo glede preventive. Vnesli smo tudi nov prekršek in sicer v primeru malomarnosti, da zagotoviš dostop konoplje mladoletni osebi, si lahko kaznovan tudi do 2000 evrov kazni. Zdaj, kje je ta starostna meja primerna za uporabo konoplje? O tem smo se definitivno pripravljeni tudi še pogovarjati s stroko. Nas pa skrbi to, da če mejo dvigujemo, ne bomo nujno dosegli pravega učinka, ker že sedaj mladi poročajo, da jim je konoplja na črnem trgu prelahko dostopna.